Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Koronavirus je praktično ohromil državo in tudi kranjskogorska občina oziroma župan Janez Hrovat je sprejel nekaj ukrepov. Do preklica so svoja vrata zaprle vse institucije, začenši z občino Kranjska Gora, turistično-informacijskim centrom Kranjska Gora in krajevnimi skupnostmi znotraj občine, knjižnicami v občini, upravno enoto, krajevnimi uradi. Prav tako so odpovedane vse prireditve. Skrb za zdravje naj bo v teh časih na prvem mestu, za zdravje nas samih in ostalih. V teh težkih časih, ki so pred nami, moramo delovati složno. Ne smemo si dopustiti delitve na naše in vaše. Zdravje je eno samo in zato najpomembnejše je o pojavu koronavirusa občanke in občane pozval župan Janez Hrovat. Vsa priporočila in navodila so že objavljena tudi na občinski spletni strani. Ukolikor se bodo razmere kakorkoli zaostrile, vas bomo o tem na naši televiziji tudi redno obveščali v obliki video strani ter tudi video novic tekom vseh dni v tednu. Nahajamo se v Ratečah na mejnem prehodu, bivšemu, poglejte, v bistvu situacija ni rožnata. Vidimo, da po 30 letih takole prazne ceste v bistvu nismo še imeli in da je v bistvu tudi čas, ki bo potreben za povrnitev teh tokov naših prvo medsosedskih, pa seveda tudi turističnih precej dolg. Jaz bi res tukaj apeliral, tako kot smo se tudi zdajle z županom Trbiža pogovarjali, da ostanemo prijatelji, da seveda poskušamo tudi to cono čim prej vzpostaviti za normalno prehajanje. Je pa res, da direktive prihajajo z Ljubljane, tako nova vlada se je resno lotila zadev in tudi poveljstvo civilne zaščite se zelo intenzivno ukvarja. Z ponedeljkom bojo uvedene nove regulative na področju javnega transporta, kjer se bo zadeva ustavila. Jaz pričakujem tudi v naslednjem tednu, da se z vladnim dekretom zapre vse lokale, gostilne, hotele, žičnice in seveda tudi ne živilske trgovine. S tem bomo prispevali veliko k samozaščiti, k zaščiti predvsem teh naših šibkejših skupin, ki so pri okužbi ogrožene. To so predvsem starejši ljudje in seveda kronični bolniki. Tukaj bi še enkrat izpostavil tudi pomen samozaščitnega delovanja vseh nosilcev gospodarske dejavnosti na občini Kranjska Gora in v občini Kranjska Gora. Večinoma so že včeraj, nekateri danes v nedeljo, z zaprtjem svojih obratovalnic, gostiln, barov, hotelov, namestitvenih obratov prispevali k ustaljitvi razmer in k preprečevanju širjenja okužb. Nekateri pa še zmeraj mislijo, da pač to ni vredno pozornosti in na te pa še enkrat apeliram, da naj se res v bistvu odločajo in seveda naj ravnajo odgovorno tako za naše občane, državljane Slovenije, kot tudi za njihove nenazadnje zaposlene, ki so kljub temu potencialni prenašalci, in seveda tudi odgovornost do zaposlenih, ki so v bistvu naše največje bogastvo, je tukaj zelo pomembna. Tako da jaz apeliram na vse, da se v naši občini pač obnašamo odgovorno. Seveda pa se tukaj obračam tudi na vse lastnike vikendov, počitniških stanovanj, ki prihajajo v naše kraje na dopust in na oddih, da tudi, če se tukaj v bistvu počutijo varno, naj se
obnašajo samozaščitno, naj se držijo doma, naj se ne družijo, naj se ne nastavljajo in naj ne posedajo po lokalih, po pozicijah, kjer se združuje več ljudi. Tudi v naravo naj se, dokler se še da, odpravljajo sami. Seveda pa jaz pričakujem od nove vlade, da bo v današnji noči in že mogoče jutri v ponedeljek sprejela dodatne ukrepe, tako kot jih je sprejela pred dnevi že Italija in tudi sosednja Avstrija, kjer se zadeve tudi drastično spreminjajo z dneva v dan. Ob nastali situaciji bil aktiviran občinski štab civilne zaščite glede na uredbo države oziroma vlade o razglasitvi epidemije COVID-19. Včeraj sem se udeležil razširjenega štaba na regiji v Kranju, kjer so nam bili podani ukrepi in pa zahteve strani vlade. Občina Kranjska Gora je nujne ukrepe in pa zahteve vlade že zagotovila. Jutri se bo ponovno sestal občinski štab občine in ponovno pregledal in zagotovil vse ukrepe, ki jih bo vlada danes čez dan in do jutri do štaba sprejela, tako da bojo naši občani varni in da bomo zagotovili vsa preventivna sredstva, da probamo zajeziti ta virus in pa nalezljivo bolezen, ki nas je doletela. Za konec pa apeliram na vse občane, da spremljajo medije, tako lokalne kot tudi državne in vse ostale, internetne in pa Facebook, Twitter in pa ostale družbene medije, kjer bomo sproti objavljali ukrepe, ki jih bomo določali oziroma jih bo določila vlada za zagotovitev preprečitev širjenja virusa. Organizacijski komitej Pokala Vitranci je na priporočilo Mednarodne smučarske zveze in po posvetu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje odpovedal tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, ki bi morali biti ta konec tedna. Takole so za odpoved izvedeli delavci, ki so veliko dni požrtvovalno delali na progi. Odločitev je padla, ne glede na to, kako je. Škoda, ker pripravili smo dober, super, tekma bi bila super, višja sila. To je to. Danes nam je edina zadeva, da vso infrastrukturo pospravimo. Organizatorji odločitve seveda niso sprejeli zlahka, a zdravje je na prvem mestu. Sigurno, da odločitev o odpovedi tekme ni bila lahka. Po vsem tem vloženem delu vseh ljudi, ki so delali na pripravi v zadnjih tednih, tudi mesecih, ampak prioriteta je seveda zaščita, varna izvedba tekme in te spada tudi ta koronavirus, ki se pač zdaj razširja po svetu, po Evropi, po Sloveniji. Mi smo zagotovili vse, ali pa večino potrebnih ukrepov, da bi preprečili širjenje, potencialno širjenje tega virusa na prizorišču med skupinami, ki bi tukaj bile prisotne, se pravi med tekmovalci, med mediji in med delavci. Vendar je prišlo včeraj pozno popoldne zvečer do obrata in se je prišla informacija do mene, do nas, da je v bistvu moški svetovni pokal preko teh podpornih služb zaznal prvi koronavirus znotraj sistema moškega svetovnega pokala in logična posledica je, da pač ne moramo dopustiti, da pridejo ekipe 250 ljudi v Kranjsko Goro in potencialno bi bili večina njih prenaševalci tega virusa. Tako da to je bila zelo odgovorna odločitev OK Pokal Vitranc in vse ostale posledice te odločitve bomo pač reševali v dneh, ki prihajajo. Ja, odločitev je padla danes zjutraj, čeprav informacije o stvarih, ki so se dogajale že v Avstriji, na Norveškem, na Švedskem, o odpovedi tekmovanj za svetovni pokal žensk in mladinsko svetovno prvenstvo. Tudi Avstrijska smučarska zveza je odpovedala vsa tekmovanja, prepovedala vsem tekmovalcem nastopanje v tujini. To je pomenilo za nas, da avstrijske reprezentance na pokal Vitranc ne bi bilo
Italijani so tako že pred nekaj dnevi odpovedali tekmovanje, ne bojo prišli. Tako da zadeva se je začela odvijati in prišlo je od, bom rekel, mislim, da pametne odločitve, odgovorne odločitve z naše strani, da tekmovanje se odpove, sicer ne z naše strani, ampak strani Inštituta za zdravje in Smučarske zveze, ki sta predlagala, da se to naredi. Sicer so se vse do odpovedi prireditve v Podkorenu pripravljali in bili ves čas na terenu. Šli smo po planu, plan se je uresničeval tako, kot smo si zamislili, po željah. Proga je bila fantastična, res se ne spomnim, da bi kdaj sploh imeli tako dobro pripravljeno, posebej pa za ta obdobje, se pravi sredina marca. Včeraj kljub visokim temperaturam, jaz sem bil tukaj ob 4 popoldne, bilo jesenčno, se pravi na slalom štartu je bilo plus 14 stopinj, na vrh je bilo plus 20, je sneg še zmeri trd bil in bil sem, kar se proge tiče in tega, kar smo mi organizirali, brez kakšnih problemov, ampak jasno, da so drugi problemi nastali, na katere pač ne moramo vplivati in sama odpoved je bila težka, ampak mislim, da odgovorna poteza z naše strani. Sigurno, mi smo progo pripravili najboljšo možno, vsi komentarji, tudi tistih spremljevalcev Bele karavane, ki so prišli, so bili, da je proga res pripravljena mogoče najboljš pod Vitrancem. Nažalost je situacija takšna, kot je. Kot sem že rekel, športno gledano bilo to ena najboljših tekem v letošnjem letu. Upam, da bodo ta teren tukaj nad nami izkoristili naši mladi smučarji in se pripravili na naslednjo sezono najboljš, kar morajo. Treba je bilo namreč poskrbeti za zdravje smučarjev, spremljevalcev ter tudi občank in občanov občine Kranjska Gora. Ja, sigurno današnja odpoved pokala Vitranc, 59. pokala Vitranc ni bila lahka odločitev. Absolutno pa moramo poskrbeti za varnost cele Bele karavane, vseh delavcev, ki so pridno garali zadnjih 14 ali pa še več dni in pa seveda tudi krajanov Kranjske Gore, tako da jaz upam, da bomo se čim prej rešili tega virusa in da bo 60. ponovitev pokala Vitranc uspešna. Tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat je podprl odločitev komiteja. Ja, v bistvu vsi so dajali in dajo še vse od sebe. Žal pa je narava, bolezen močnejša in tukaj so življenja pa zdravi ljudi na prvem mestu pred vsakim športnim tekmovanjem. Cela država, cela Evropa, ne nazadnje cel svet bo mogel stopiti skupaj in to počasi premagati. Tudi Slovenci nismo izjema, tudi nas je zajel, čeprav smo bili dolg otok v tej karti Evrope, ampak gledajte, tukaj smo, dejansko smo zadeve mogli odpovedati in pravilno je, da so se organizatorji oziroma Smučarska zveza, pa tudi seveda Urad za javno zdravje tako odločali in mislim, da je to prava odločitev. Odpoved pokala Vitranc kot tudi Planice pa bo seveda velik udarec za zgornjesavski turizem. Najbolj bodo sigurno na udaru turistične destinacije. Še majčka nazaj smo se vsi ukvarjali z velikim številom turistov. Letos bo čist drugače. In verjamem, da si bomo znali sami pomagati. Ne nazadnje, slovenski gost je bil za kranjskogorske hotele, za turizem zmeraj najbolj dobrodošel. Reševali so nas tudi v času osamosvojitvene vojne in verjamem, da bomo z našim slovenskim gostom tudi prebrodili to krizo. Slovenski gost cen Kranjsko Goro, nismo dragi, nismo nasramni. Tudi parkiran sistem nimamo najhujši, ampak mislim, da je to prav, da smo v bistvu zelo naklonjeni Slovencem in da bojo to tudi znali ceniti. Tudi v proračunu organizatorja pokala Vitranc se bo odpoved seveda poznala. Stroški so do današnjega dneva pač nastali. Z prihodkovnega vidika moram povedati, da
ker je tekmovanje odpadlo, ne pričakujemo nobenih prilivov. Tekmovanje imamo zavarovano. Kako se bo pa končni rezultat izšel, bomo pa videli po dokončnem dogovarjanju z zavarovalnico, pri kateri imamo zavarovano tekmovanje. Glede na to, da smo morali odpovedati tekmovanje, pa mislimo, da širše gledano, da je to bilo pravilna odločitev. Ne bi radi videli, da bi se skozi samo izvedbo tekmovanja virus prenesel iz tujine. Kljub temu, da bojo ekonomske posledice težke, mislimo, da je to bila prava odločitev in da je za območje, kjer se nahajamo, se pravi za občino Kranjska Gora in širše, to bila pomembna in pa pravilna odločitev. Tudi planiški praznik je bil odpovedan. Prihodnjo zimo bosta v Planici tako svetovno prvenstvo kot tudi finale svetovnega pokala. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želim vam mirne in predvsem zdrave dni, ki so pred nami. Ravnajte odgovorno in pazite nase. Kot že rečeno, bomo aktualne informacije o dogajanju s koronavirusom spremljali tudi na naši televiziji. Vse dni v tednu v obliki videostrani in tudi video prispevkov. Zato nam le sledite. Nasvidenje.